Letošnjega mošta pa bodem seveda namesto njega, kar jaz opravil. Na podlagi predlogov raznih enologov in pedagogov iz domačih in pa tujih logov so ljudje iz posvetne uprave in razne druge modre glave skupaj stopili, ga malce popili in sklenili, da bodo moštu, ki ga bodemo danes krstili za botra, izvolili in to z 10 glasovi za in zamislite se, enim glasom proti. Boter bude v imenu letošnjega mošta odgovarjal, kakšen mora biti, da se ga bo sploh dalo piti, da ne bo po plesnivem zaudarjal in kar je še posebej poudarjal, da ga ne bi nihče nikoli potvarjal, da bude iz letošnjega grozdja postala pijača, ki veselje vrača in pri daritvi svete maše še župniku paše. Seveda sledi sedaj izpraševanje vinogradnika Jake, ki ga bom z lastnimi ušesi in pa s pogledom nadzoroval in še rekel bo boter pokazal dovolj znanja, potem bomo, tako kot smo obljubili, letošnji mošt tudi krstili. Vinogradnik Jaka, prosim, če pričneš z izpraševanjem. Boter Jakub, si pripravljeni? Ja. Malo da pa začne. No, Boter, povej mi, kako se ti zdi letošnji mošt? Kaj, dobro diši? Ja, dobro diši. Nobenih čudnih vonjav ni čutiti. Aha, kislina je to tam moja letošnja vini, verjede? Ne čutim nobene kisline. Kaj pa plin može, kakšen? Plin, ne, tudi plin, ne, nobenega plina. Kakšna rja ga mogoče ni napola ali pa kakšne gnile jajca notri? Rjavenje ga ni napalo. Po gnilih jajcih? Ne, ta pravi vonje, ta pravi. Kaj pa cukr? Povej mi, če se še to tam nekaj morate učiti? Cukre je ravno pravšna mera, Pretočiti, ja, ta teden ga je treba pretočiti. No, te pa sprašujem toto našo visokost prisotno danes, kakšni se mu zdi odgovor? No ja, odgovori tako ali tako, ampak povsem primerni današnjemu času, predvsem pa današnjemu dnevu, ki zaznamuje tudi naša hotenja, da bomo v naslednjem letu veselo in spoštovano delili veselje in užalost. Naša presvetla dolžnost je, da opravimo zahtevno nalogo v skladu z zakonom in običaji v primernem času, prostoru in pa razpoloženju, tako kot so to delali naši predniki, katerih poreklo pa sega v prazgodovinski čas in izhaja iz posebne veje homo sapiensa, imenovane tudi vino pitek. Torej, dragi Jakob, dragi vinogradnik Jaka, spoštovano občestvo, dragi nam torej naš moštek, prihajaš med pametne ljudi, ki dobro vedo, kaj je vino in vedo, kaj je voda, da bi te krstili z veličastnim imenom vino. Pogan si, obseden z najrazličnejšimi nečistimi duhovi, meglen in nemiren, zato se moraš pokoriti in pa krstiti. Rojen si nekje v naših prelepih goricah, odraščal si pod marljivo roko rezačev, kopačev, špricarjev, bračev, prešarjev in pa svojih gospodarjev, ki so te vsi branili pred mnogimi nadlogami. Ampak, dragi moštek, znanost je tista, ki je delala za tebe. Preživel si, postal si močan, pokončen in pa trden junak. Ampak, dragi moštek, ko si bil še v grozdu, so te metali v škafe, brente, pite, skakali in hodili so po tebi in te celo zmleli. Ampak to še zdaleč ni bilo vse. V preši so te potem stisnili in iz tebi žlahtni gnoj stisnili, ter pa te potem vrgli v temačno klet. To je temnica,
ki naj bi te spravila k pameti, moštek moj. Ampak tam si razgrajal, prdel, smrdel, migotal, mrgotal, tarnal, vzdihoval. Vse do danes. Danes pa si v težkih okovanih sodih, kjer si kot jetnik ječal in izpuščal neznosne pline. Ampak končno si vendarle sprevidel svoje grehe, da takšen grešnik nisi prav nikomur povšeči. Zato, dragi moštek, si se spreobrnil, umiril, spametoval. Ampak priznaj svoje grehe in obljubi, da boš odslej kot dober kristjan samo razigraval srca, se veselil in pa krepil junake. Ampak, dragi moštek, naštel ti bom nekaj grehov, ki se jim boš moral odpovedati. Ampak, dragi moštek, ti vendar nimaš jezika, zato naj vinogradnik Jaka odgovarja v tvojem posvečenem imenu na moja vprašanja. Odpovedujem se. Torej, dragi moštek, da ne bom več grešil, se odpovedujem. Se odpovedujem. Da ne bom več zapeljeval ljudi. Se odpovedujem. Da ne bom več razuzdan. Se odpovedujem. Da ne bom več delal prepirov v družinah in gostilnah. Se odpovedujem. Da ne bom več jemal ljudem svojega dostojanstva. Se odpovedujem. Ampak, dragi moštek, vprašam te, ali hočeš biti tak, kot te je naredila narava? Hočem. Obljubi, da boš od danes naprej razveseljeval staro in mlado, da boš krepil telo, veselil družbo, hrabril boječa moška srca in opustil vse vražje prebrisanosti. Hočem. Obljubi, obljubiš. Zahvaljen bodi vinski bog Bacchus, ker si nagradil trud ljudi v Slovenskih goricah in ki si iz tega nečistega, nevernika naredil čisto in krepko vino. Jaz, ponižni sluga Janez Trtnik, prodekan vinske fakultete, služabnik Božji, v vlogi svetega Martina, pa prinašam letos v tem res vročem, lepem in pa soncem obsijanem letu gospodovem 2017, kar je najžlahtnejšega. Prosim, zdaj pa mi dajte bokalček vošta, ko bo skozi rešeto stekel, potem bo vino postal. Krstim te v imenu Bacchusa, očeta vina in v imenu svetega Martina ter duha, katerega mošt se kuha. Tudi jaz te bom, z veseljem popil. Od tega trenutka dalje, moštek, vino se imenuješ.